Poslanska skupina je v petek, čeprav vem, vložila 3 novele na 3 zakone. Lahko pojasnite, zakaj je šlo? Ja, to so novele, zelo kratke spremembe k tem zakonom. Zakon o elektronskih komunikacijah, kjer predlagamo, da se čas hrambe prometnih podatkov skrajša s 24 mesecev na 12 mesecev. Zakon o kazenskih postopkih in zakon o SOVI, kjer predlagamo, da se pravzaprav nadzorovanje ali pa teh tako zvanih prometnih podatkov, ki jih upravlja policija, tudi postavi pod nadzor komisije oziroma odbora za nadzor varnostno-obveščevalnih služb v Državnem zboru. Širši kontekst teh sprememb seveda je jasen in to je, da se čedalje bolj razširja, lahko bi rekli, možnosti nadzorovanja ljudi. Pa imate kakšne indice, da je tega nadzorovanja res v zadnjem času več? Torej, nadzorovanje, da se razume, tu ne gre za vprašanje prisluškovanja, ampak spremljanja prometa, torej prometa po elektronskih medijih, kot so elektronska pošta, kot je mobilna telefonija, pa tudi fiksna telefonija, se pravi, kdaj, kdo s kom vzpostavi klic. Kdo naj bi to nadzoroval? Ja, to, torej... Gre za kriminalistično službo, tudi SOVO? Tako ena kot druga lahko zahtevata izpiske za ljudi, ki so obtoženi kaznivih dejanj ali pa osumljeni, in na osnovi tega seveda potem peljejo preiskovalne postopke. Tega je razmeroma veliko, čeprav se ne da natančno ugotoviti, koliko vsega tega je, pa vendarle se gre to kar za precejšnje število primerov tudi na dan, tudi dnevno. Pomembno je vedeti, če ima policija ali tudi SOVA razmeroma lahek dostop do tega in je seveda problem v tem, da z spremljanjem tega prometa lahko ugotovimo zelo natančno obstoj nekih socialnih mrež. Oseba A kliče osebo B, oseba B kliče oseba C, oseba A kliče oseba D, oseba D kliče oseba C in če se to ponavlja kot vzorec, ni treba, da kaj prisluškujete, ampak ker veste, kdo je oseba A, kdo je oseba D, B, C, lahko ugotovite, kakšne so neke socialne mreže, omrežja in tako naprej. Če bi jaz, recimo, preden sem vložil zakon, klical osebo D, bi rekla, aha, oseba D je prav gotovo vpletena v to in tako naprej. Pa odkje te indici, da je tega prisluškovanja oziroma nadzorovanja več? Ne gre za prisluškovanje, gre za spremljanje prometa. To je bolj kot ne po naključju ugotovil obisk pri enem izmed mobilnih operaterjev, kjer so ugotovili, ker so ugotavljali, koliko je prisluškovanja, in so ugotovili, da je poleg tega prisluškovanja, ki je pod nadzorom teh služb, te komisije oziroma odbora, so ugotovili hkrati, da obstajajo tudi to spremljanje, ki pa ni pod nadzorom do sedaj Terčonovega odbora. Se vam zdi, da so lahko te podatki potem uporabljeni oziroma zlorabljeni v politične namene? Torej, tudi tega ne moramo izključiti. Dejstvo je pa, pomembno je, tisto, kar se nam zdi pomembno je, da so podatki o tem, koliko je tega, preverljivi in da so podvrženi nadzoru odbora oziroma komisije za spremljanje obveščevalnih služb. Imate kakšne odmeve, kakšna je reakcija drugih strank na ta vaš predlog noveliranja zakonov? Jaz pričakujem, da nas bodo opozicijske stranke podprle, koalicijske, kot običajno, bodo verjetno bodo rezervirane. Upamo pa, da bomo vsaj koga prepričali, da je to treba storiti. Verjetno bi bilo tudi za vladne stranke pametno, da bi kaj ukrenile v zvezi s tem. Konec koncev, če ne bojo več na oblasti, se bo palica lahko spremenila. Seveda, jaz mislim, da je treba na te stvari paziti, predvsem z vidika ne koliko mi koristi v tem trenutku, ko sem na oblasti, ampak koliko me varuje takrat, ko nisem na oblasti. Bi pa omenil še zakon o elektronskih komunikacijah, tam je pa malo drugačna zgodba, tam pa smo v Sloveniji
prenesli direktivo Evropske unije o hrambi prometnih podatkov in tam smo si dali rok, da Slovenija hrani te prometne podatke 24 mesecev, čeprav direktiva dopušča rok med 6 in 24 meseci. In smo mi vzeli najdaljši možni rok, maksimalni rok. Jaz sem že ob sprejemanju tega zakona opozarjal na to in zdaj smo šli s predlogom, da bi ta rok zmanjšali na 12 mesecev. Pri tem se opiramo tudi na določene nizozemske študije, ki so pokazale, da so za učinkovito preganjanje kriminala podatki starejši od 12 mesecev skoraj da neuporabni. In je tako dolgo hranjenje popolnoma nepotrebno in ne prinese pričakovanega učinka. Kakšen je pa motiv za odločitev za ta maksimalni rok? Motiv je zopet, bi rekel, tak, kako naj rečem, vsi v tej vladi so tako našpičeni in tako, kako bi rekel, navdušeni, da se čim več zbira, čim več hrani, čim več pregleduje in tako naprej. Motiv je, bi rekel, varnostni v narekovaju. Te zakone ne pišejo politiki očitno, ampak pišejo, bi rekel, kaj naj rečem, v narekovaju špicli. In zato so to taki špiclarski zakoni. Namesto da bi politiki skrbeli za to, da se na nek način vzpostavi neko razmerje med svobodo in varnostjo, pa sedanja vladajoča koalicija, bi rekel, trguje z varnostjo na račun svobode. In hočejo več varnosti, zato da bi, kot pravijo, branili demokratični svobodni svet. Ampak če bo ta demokratični svobodni svet popolnoma nadzorovan, potem so teroristi že zmagali, saj ravno to hočejo, da nimamo več svobode in demokracije. In se bomo spremenili v obrambi proti terorizmu, bomo sami sebe spremenili v policijsko državo. In so na ta način teroristi že dosegli svoj cilj. Ne rabimo Irana, če ga delamo sami. Ja, dobro, zdaj, kje so v Sloveniji teroristi, je sploh posebno vprašanje. To pa sploh vprašanje. Jaz sem sam zahteval, da mi dajo eno oceno varnosti ali nevarnosti. Kolikšna je nevarnost takšnih ali drugačnih napadov, kaj Slovenija z varnostnega vidika pomeni in tako naprej, in tega seveda nimamo. V Sloveniji so vsak politik v tej vladi, če rečejo, da je možno nek represivni ukrep sprejeti v bolj blagi ali manj blagi obliki, se bo vedno odločil za manj blago obliko oziroma za strožjo obliko. To je konstanta sedanje politike.